Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni. 14. maj je tisti dan v letu, ko svoj praznik obeležuje občina Vransko. In ob tej priložnosti smo povabili v studio tudi prvo damo občine, bi lahko rekli, gospo županjo Natašo Juhart. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Najprej seveda čestitke ob nedavnem občinskem prazniku, ki ste ga lepo obeležili tudi slavnostno akademijo, v kateri bo tekla beseda v nadaljevanju. Je pa občinski praznik takšen datum in priložnost, ko se lahko ozremo na upravljeno delo. Kaj bi lahko rekli, kakšno leto je za vami? Ja, res je, 14. maja praznujemo občinski praznik in to je res en tak mejnik, en tak praznik, ko je prav, da se ustavimo, da pogledamo nazaj na naše rezultate in tudi malo na načrte, ki jih načrtujemo za vnaprej, in lahko rečem, da je za nami zelo uspešno obdobje. Slavnostna akademija ob občinskem prazniku je spet pokazala, da so občani Vranskega zelo služni, povezani. Dvorana je bila polna, tako kot tudi pretekla leta. Kaj pa vam osebno pomeni ta praznik? Tukaj mi pomeni največ to res, da se ljudje skupaj dobimo, da se znamo podružiti, poveseliti, ker če celo leto delamo, je tudi prav, da si vzamemo čas za praznovanje. In vesela sem, da si ljudje vzamejo čas, da to prepoznajo, da pridejo in da potem skupaj praznujemo, ker se mi zdi, da le skupaj smo močnejši in če skupaj praznujemo, da to tudi prazniku tisto pravo noto. Vrhunec prireditve je bila tudi razglasitev občinskih nagrajencev. Kaj bi povedali o letošnjih nagrajencih? Kdo so tisti ljudje, ki so ustvarjajo takšno pozitivno zgodbo Vranskega? Zagotovo so to ti ljudje, ki so bili nagrajeni. Ljudje prihajajo iz različnih okolij, iz različnih dejavnosti, so jih prepoznali, zato so jih tudi prijavili, da so primerni za občinsko priznanje. Vsak po svoje se trudijo, gre tukaj za daljše časovno obdobje, ne? To ni to, kar so storili recimo v zadnjem letu. Tisti, ki so prejeli grb, naziv častnega občana, to so zgodbe, ki so potekale leta in leta. In prav je, da ljudje izmed svojih prepoznajo tiste, ki kraju prinesejo nekaj več. Ne? Vsi delamo, vsi se trudimo po svojih močeh, nekateri gredo pa čez in se razdajajo bolj za sočloveka, za druge in to na različnih področjih, in prav je, da se to prepozna in da se tudi simbolično nagradi. Se mi zdi, da nimate težav pri prepoznavanju nagrajencev, da jih je skoraj vsako leto več in letos ste izbrali tudi častnega občana. Kaj bi povedali o njem? Res je, tukaj je neka prav posebna zgodba. Poziv za naziv častnega občana smo dobili zunaj naše občine. Prijatelji gospoda Ivana Borštnarja so nam poslali ta predlog. To so veliki ljudje, ki so ga predlagali, glede na to, da je že to čas naše zgodovine, a ne slovenska pomlad, takrat, ko je šlo za osamosvojitev Slovenije. Takrat je gospod zelo veliko temu pripomogel in evo, sedaj po vseh teh letih je nastopil čas, da smo ga občini Vransko prepoznali kot častnega občana občine Vransko. Lahko bi rekli tudi vse Slovenije, saj je veliko naredil za to, da smo letos lahko da smo lahko v svobodni Sloveniji, da imamo svojo državo, in mislim, da je on naredil tudi veliko za to in zato verjamem, da si zasluži, več kot zasluži naziv častni občan. In to je včeraj povedal tudi aplavz, no, med gosti, med povabljenimi je bilo tudi veliko znanih obrazov, kaj ne? Ja, tako res je. Res, bili so njegovi prijatelji, gospod slikar Španzl, potem tudi monsignor gospod Uran, a ne, tako da so bili res taki visoki gosti, je tudi gospod Kuntner, ki je tudi prisostvoval in sodeloval v programu, tako da to so res taki veliki ljudje, in preko video povezave nas je nagovoril tudi gospod Peterle, ki je tudi z njimi sodeloval takrat v tisti prvi slovenski vladi, tako da je bilo res vzdušje posebno in bom rekla tudi kar zelo ganljivo. Občina Vransko je tudi v zadnjih letih zelo aktivna na področju investicij in razvoja infrastrukture. Pa če pogledava najprej tisto investicijo, ki je vsekakor najbolj razveselila najmlajše, je to novo otroško igrišče. Zakaj ste se odločili za ta projekt in kaj pomeni za družine, predvsem za otroke? Tukaj vidimo na posnetku, kako je takšno lepo igrišče. To je bilo že res skrajno potrebno, bom rekla. Tisto igrišče, ki je bilo prej pri športni dvorani, ki smo ga potem odstranili in zgradili novega, sodobnega,
S tem smo potem izgubili tudi tistih par otroških igral, ki so bile tam, čeprav so bila že tudi vsa močno dotrajana. In ker imamo zelo veliko družin z majhnimi otroci, smo se tudi odločili, da en košček namenimo tudi za otroke, za naše najmlajše. Vem, da igral ni zelo veliko, ampak verjamem, da bomo s časoma in z leti še dopolnjevali ta prostor in še kje drugje morda umestili kakšna igrala, da bodo lahko tudi najmlajši se poigrali, starši pa posedeli in poklepetali in se tudi na teh točkah družili. Verjamem, da je želja in načrtov veliko, vseeno pa morajo ostati v okviru določenega proračuna. Kaj bi povedali o proračunu občine Vransko za letošnje leto? Ja, lahko bi rekla, da je naš proračun res zelo razvojno naravnan. Smo kar zelo ponosni, ker se zelo pridno prijavljamo na različne razpise in smo pri njih tudi uspešni, tako da smo na račun razpisov proračun nekje 4 milijone povečali na 6 milijonov, kar se mi zdi, da je kar zelo velik zalogaj, da bo treba to sedaj tudi sprovesti in izvesti vse te načrte. Verjamem, da nam bo to uspelo. Zelo smo hvaležni, če dobimo kakšna sredstva, evropska ali državna sredstva, ker potem lahko manj vložimo svojih lastnih sredstev, ki pa vemo, da na tako majhnem proračunu, v tako majhni občini je treba kar zelo dobro pretehtati, kam umestimo kakšen evro. Zagotovo pa gradnja neke infrastrukture stane v majhni občini ravno tako veliko kot v veliki občini, zato smo res zelo pridni, da se prijavljamo na razpise in tako lahko potem razvijamo občino Vransko naprej. Ali ste se pri izvajanju investicij tako nasplošno srečali s kakšnimi težavami, recimo pomanjkanjem izvajalcev, zamudami, podražitvami? Ne, kaj posebnega ni bilo zdaj zaznati, ne. Veliko pozornosti namenjate tudi ohranjanju kulturne dediščine. Tukaj morava omeniti objekt Šventnarjeva hiša. Kdo je bil Lavoslav Šventnar in zakaj je tako pomemben za slovenski prostor, morda za vse tiste, ki ga ne poznajo? Lavoslav Šventnar je res zelo pomemben založnik slovenske moderne. Bil je založnik in knjigotržec in veliko teh pomembnežev od Ivana Cankarja do vseh drugih teh veljakov iz tega obdobja so bili pri njemu in on je bil njihov založnik. Tako da živel je na Vranskem, tiskarne sicer ni imel na Vranskem, ampak je pa živel tukaj pri nas. To je njegova rojstna hiša in je zelo pomembno, da jo ohranjamo, ker je to res en tak zgodovinski menik, en muzej, kjer je še ohranjena vso to pohištvo, stavbno pohištvo iz tistega obdobja in se da res tukaj marsikaj prepoznati, videti in veliko njegovih zbirk oziroma teh gradiv, ki jih je tiskal, imamo tudi v tej Šventnarjevi hiši in zato se nam zdi prav, da ohranjamo ta muzej. V preteklosti je bila urejena in obnovljena že zunanjost, sedaj pa smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo in smo prejeli 500 milijona nepovratnih sredstev, tako da v letošnjem letu pričnemo z izvajanjem teh aktivnosti, da dodobra obnovimo celotno notranjost Šventnarjeve hiše, od opleskov, električne napeljave, tudi ogrevanja. Naredili bomo tudi en dodaten preboj v hišo, kjer bo omogočal dostop gibalno oviranim. Potem bo tudi nekaj digitalizacije, nekaj naprav, ki bodo lahko tudi ostalim s kakšnimi oviranostmi omogočili, da si bodo v spodnjih prostorih kljub temu ogledali celotno hišo. Tako da bo ta projekt res prinesel veliko dobrega, da bo hiša lahko še bolj zaživela, da ne bo samo muzej, ki stoji, ampak da bo privabljal ljudi, kjer se bojo lahko družili, da bo tudi prostor za druženje, tudi z ureditvijo Šventnarjevega vrta. Verjamemo, da bomo pridobili dodaten prostor, kjer se bodo lahko izvajali manjši butični dogodki, kamor bodo ljudje z veseljem prihajali, se ustavljali, podružili in si tudi ogledali to hišo, ki je res pomembna. Že v preteklosti ste ta vrt namenili določenim dogodkom, recimo sprejem odličnjakov, na vrtu raste tudi čudovita češnja, morda tudi poroke pripravljate v Šventnarjevi hiši? Ja, Šventnarjeva hiša je že do sedaj prostor za sklepanje zakonskih zvez od upravne enote Žalec, tako da kdorkoli bi želel, se lahko oglasi v Žalcu in pač izrazi to željo, da bi se poročil v Šventnarjevi hiši. To lahko storim potem tudi jaz, skupaj z matičarko.
Verjamem, da bo to nek dodaten plus, da bomo vrt še dodatno uredili, zato da bo po teh porokah, ki so v tej hiši, da bomo lahko potem odšli ven na en tak lep prostor. V Šventnerjevi hiši ni zelo veliko prostora, če pa gremo ven na vrt, je pa lahko res tak prostor za druženje, da se malo ljudje poveselijo, podružijo in potem grejo naprej. Tako da verjamem, da bomo s tem tudi pridobili eno tako lepo točko in da bomo tudi za poroke postali bolj zanimivi. Kako pa se vam zdi, da občani prepoznajo razvoj občine? Imate občutek, da napredek prepoznajo? Ne znam se točno odločiti. Jaz mislim, da večina ja, nekateri pa ne. Treba se zavedati tega, da je treba za razvoj občine gledati širše. Treba je pogledati celoto. Nekateri vidijo zdravstvo, nekateri vidijo promet, nekateri vidijo stavbe, nekateri vidijo gradnjo določenih stvari. Razvoj občine je skupek vsega tega. In mi na občini, ki se s tem ukvarjamo, celotna moja ekipa, gledamo širše in zato dobro vemo, ko nekaj načrtujemo, je treba tisto pripeljati do konca oziroma usporedno že ustvarjati druge stvari. Ne moremo pa, zagotovo ne moremo v istem trenutku zagotoviti vsem, da se jim izpolnijo njihove želje. Stremimo pa k temu, da je najboljše za večino in tako bomo delali tudi naprej. Omeniva še projekt Dogovor za razvoj regij, ki bo tudi vranski občini omogočil 2 velika projekta, pa najprej za kakšen projekt gre? Iz Dogovora za razvoj regij se lahko vsaka občina prijavi s svojimi projekti, tisti, ki so v naboru tistih projektov za tisto finančno perspektivo. Tako da občina Vransko se je prijavila na hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema, kjer je vključenih 5 občin Spodnje Savinjske doline. Tukaj gre za obnovo glavnega vodovodnega sistema od vodohrana Vransko do vodohrana Vindije. V tem delu poteka v naši občini, drugače pa poteka skozi 5 občin Spodnje Savinjske doline. In to je res en tak zelo pomemben doprinos, ker vemo, da so vremenske razmere vedno težje, vedno bolj nepredvidljive, bom rekla, in je voda res taka dobrina, ki verjamem, da jo bomo s časoma še vedno bolj cenili. In zato je tudi prav, da te cevi, te vodovodne sisteme obnovimo, zato da zmanjšamo vodne izgube in da tudi ohranimo oziroma še izboljšamo kakovost pitne vode po dolini. Naslednji projekt pa je Zelena pot vseh generacij. To pa predstavlja 14 točk v trgu Vranskega in tudi zunaj. Gre za povezovalno pot, navidezno pot bomo rekli, s katero bomo uredili prostor za dogajanje pod Kostanji, uredili bomo prostor pri kulturnem domu, pri šolskem čebelnjaku, vrt pri Šventnerjevi hiši in še kar nekaj takšnih dodatnih točk, ki bodo obogatile naš kraj in tudi seveda s tem v povezavi z zelenim, dodatnimi ozelenitvami, da se bo kraj še polepšal, dodatno obogatil in vemo, da tudi moramo stremeti k temu, kar nas Evropa zavezuje, kako moramo biti ogljična nevtralnost in zazelenitve in različne pogoje, ki nam jih podarjajo in moramo potem tudi mi izvajati projekte na takšen način, da temu zadostimo. Koliko je na Vranskem recimo priseljencev, koliko je tistih staroselcev, kot se temu reče? Se vam zdi, da kraj živi tudi, če se recimo sprehodite skozi središče? Lahko rečem, da kar živi zelo različno, je pa zagotovo v tudi letnih obdobjih, Srečujemo zelo veliko ljudi, ki so se priselili na Vransko, zagotovo je še večina staroselcev, se jih pa zelo veliko priseljuje in bom rekla, da večinoma so tudi prijazni, ko se srečamo na sprehodu, se pozdravimo, včasih tudi spregovorimo kakšno besedo. Sprehajajo se s kužki, sprehajajo se zdaj že zelo veliko tudi z otroškimi vozički, kar nam je zelo veselje. Smo veseli, da se to dogaja, ampak to pa spet pomeni kakšne določene oziroma nove izzive za občino. O katerih bomo seveda še spregovorili. Torej na Vransko se priseljuje mnogo mladih družin. Kako odgovarjate na potrebe po stanovanjih in zemljiščih za gradnjo? Koliko jih je? V zadnjem času se na Vranskem bolj gradijo bloki, tako že imamo kompleks pri Grofu, v potem dvori Vransko, tam se načrtuje še več stanovanjske gradnje, pripravljata pa se tudi 2 OPPN-ja, v bistvu v trgu Vranskega, kjer bodo še tudi na 2 lokacijah se bodo gradili nizki bloki. Načrtuje se tudi nekaj stanovanjskih gradenj. To so v glavnem vse privat izvedbe, občina ne bo gradila, ker nimamo zemljišč, tako da so to v glavnem privatni investitorji.
Tako da je načrtovano še kar dovolj gradnje tako za stanovanja. Verjetno pa imate tudi določene omejitve, zato da bo kakovost življenja in bivanja še vedno takšna, kot mora biti. Ja, ves čas je treba iti z roko v roki, Če se nekaj gradi, je treba razmišljati tudi, kako bomo zagotovili prostor v šoli, v vrtcu, da je poskrbljeno za zdravstvo. Vedno je treba res tukaj gledati širše in je treba vse to zajeti v ta svoj plan oziroma načrtovanja in to res dolgoročna. Tako da zaenkrat še imamo dovolj potreb, lahko zadostimo tem potrebam, je pa treba gledati naprej in zagotovo bo prva stvar, ki nas bo čakala izgradnja novega vrtca, zato da bojo dobili otroci tisti prostor, ki si ga zaslužijo in tudi ta prostor bo slej ko prej postal res dosti premajhen. In skupaj s tem slediti še drugim izzivom. Seveda tudi infrastruktura, cestna infrastruktura mora biti urejena in pripravili ste 5-letni načrt obnove in izgradnje prometne infrastrukture. Tako, to smo se zavezali in to smo tudi letos pripravili, ta 5-letni načrt obnove občinskih cest. Zakaj 5-letni? Zato, ker je prav, da vemo, to smo vsako leto, ker zdaj bomo naredili to cesto, ne bo denarja, ne bomo karkoli, To imaš pa nek plan in se ga nekje držiš. Bomo sproti spreminjali, kolikor bo potrebno, morda se bo kakšna cesta, ki je bila načrtovana za čez 3 leta, zgodila že čez 2 leti. Zagotovo bomo cesto obnavljali tudi na takšen način, ko bo zraven se izvajala še kakšna druga sočasna gradnja in bomo ob tem potem tudi uredili tisto cesto oziroma tisto cestno infrastrukturo izboljšali na tistem območju, da ne bomo potem naknadno se spet vračali na to mesto. To bo v bistvu nek načrt, katerega se bomo skušali čim bolj držati, glede na kakšne potrebe ali kakšna urgentna stanja, bo pa potrebno tudi ta plan spremeniti in tudi ta plan se bo še sproti dopolnjeval. Potem je pa tukaj še vreme, ki včasih tudi povzroči kakšne nevšečnosti in verjetno se čisto splanirati vsega ne da. Ne, to zagotovo ne gre. Moram reči, da v lanskem letu smo imeli kar srečo, hvala Bogu, ni bilo nekih neurij, tako da so te ceste kar nekako zdržale. Je pa že bilo včasih tako, da smo kakšen del popravili, naslednji dan pa je deževalo in je bilo preveč dežja in je tisto cesto spet takoj uničilo, Tako da ne moreš predvidevati, kako bo letos, kako bo naslednje leto, ker smo res, tako kot ste rekli, zelo odvisni tudi od vremena. Je imela pa občina Vransko leta 2023 res neverjetno srečo v tistih hudih ujmah, kaj ne? Ja, res je. Takrat nam je bilo prizanešeno pri tistih poplavah. Imamo še kakšne druge izzive, vendar to nam je bilo pa prizanešeno, tako da res vsa čas vsem tistim županim, ki se morajo ukvarjati s to popoplavno sanacijo, to je res velik zalogaj in dobro jim gre, pa verjamem, da bojo tudi vse lepo dobro izpeljali do konca. Kdaj pa pričakujete javno razgrnitev OPPN-ja? Ja, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, to je OPN-ja, pa pričakujemo letos konec poletja. V zadnjih letih smo se intenzivno ukvarjali s pripravo novega OPN-ja, prejšnji je bil sprejet leta 2008, sedaj pa smo spremembe in dopolnitve pripeljali tako daleč, da imamo pozitivna mnenja vseh ministrstev, sedaj je treba izpeljati še vsa te dogovore in usklajevanja in potem res načrtujemo razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, tako da do konca tega mandata naj bi bil sprejet na občinskem svetu. Kaj se vam pa zdi, da vzame največ časa in energije? Ja, ta vsa usklajevanja z pripravami, to je res treba sedeti tedensko za računalnikom, se usklajevati z ministrstvi, s pripravljavci tega preko Zooma, veliko ur presedeti in se pogovarjati in tako, kot sem tudi včeraj rekla, ogromno dela je takšnega, ki je v čem skrito, ki ljudje ne vejo za njega, traja pa res ure in ure, da pripraviš tudi pri vseh projektih, ne samo za pripravo sprememb in dopolnitev OPN-ja, pri vseh projektih je to ogromno časa, ogromno usklajevanja, priprav, že sploh načrtovanja, da lahko sploh prideš do te točke, da sploh lahko vidiš, da imaš sploh najmanjšo možnost, da se lahko pripraviš na projekt. Tako da res najlepša hvala vsej moji ekipi, ki se res trudijo in le skupaj nam uspejo potem takšni premiki. Seveda pa skrbite prav za vse starostne skupine, od tistih najmlajših do najstarejših. Občina Vransko je kar razkropljena, je tisto središče, ampak hiše so pa tudi na hribčkih lepo posejane in tam živijo seveda tudi šolarji, ki vsakodnevno hodijo v šolo ali pa se peljajo. Kako imate urejen prevoz za šolarje?
Ja, imamo urejen prevoz s šolskimi kombiji. Tukaj vsako leto se šola in občina skupaj uskladimo, da se vidi, kakšne so poti. Včasih se kakšna na novo mora ustvariti oziroma peljati v program, kakšna se včasih ukine. To je spet zelo odvisno od tega, koliko otrok je na kakšnem delu občine. Je pa res zelo razkropljena, veliko je hribčkov in je dolga pot in tudi marsikje otroci nimajo možnosti, da bi prišli v šolo po varni šolski poti in je tudi boljše, da se pripeljejo s kombijem. Ampak je urejeno, tako da stvari dobro potekajo. Če pa pride do kakšnih težav, se pa pogovorimo, pa uskladimo, pa skušamo tudi rešiti in priti nasproti. Na Slavnostni akademiji ste prav posebej izpostavili, da oživljate avtobusna postajališča, recimo na Brodeh. Ta projekt je bil že nekoč narejen, vendar je prišlo do nekih zapletov. To je državni projekt. Občina poskrbi finančno za projektiranje. In takrat pač ni prišlo do izvedbe na teh mestih. Sedaj pa smo prestavili malo lokacijo, tako da gre v recenzijo in novelacijo tega projekta in smo že pridobili soglasja lastnikov zemljišč, tako da sedaj pa bodo tam ob regionalni cesti ponovno zaživel ta projekt avtobusnih prostaj v Brodeh. Sedaj avtobus se vozi skozi vas Brode. Ta regionalni avtobus, ko pride Celje Ljubljana, se pelje skozi vas. Tam je cesta ozka, zelo neprimerna za srečevanje z avtobusom in vse skupaj, ker včasih je že bila avtobusna tukaj na regionalni postaji in na regionalni cesti in se mi zdi, da je prav, da bo spet tam, kjer je bila in da se tudi v kraju sprosti prostor, da avtobus ne bo več noter zahajal. Brez ustrezne in urejene zdravstvene oskrbe seveda tudi ne gre. Kako je urejena v Vranski občini in ali načrtujete kakšne investicije na zdravstvenem področju? Ja, tudi to načrtujemo, seveda. Imamo zdravstveno postajo na Vranskem, v sklopu spadamo pod zdravstveni dom Žalec. Načrtujemo pa, da bi še, glede na to, da se tudi načrtuje trend še priseljevanja, a ne na Vransko. Zaenkrat imamo 3 družinske zdravnike, imamo zobozdravnika, imamo tudi fizioterapijo. Imamo nekako kar lepo poskrbljeno, da lahko občani si dobijo vse to prvo oskrbo, ki jo potrebujejo kar na Vranskem. Načrtujemo pa dvig zdravstvene postaje še za eno nadstropje, da bi pridobili še dodatne prostore in pa tudi potrebna je obnova strehe zdravstvenega doma in ravno iz tega naslova bi potem naredili ne samo zamenjali streho, ampak za naše občane in za naše zanamce še pridobili nekaj dodatnega prostora, za kar bi imeli še marsikaj noter za postoriti. Zelo bi bili veseli, če bi lahko imeli tudi pediatra na Vranskem, morda še večjo fizioterapijo. Bomo videli, kaj bo čas prinesel. Zaenkrat moramo poskrbeti za prostore, potem pa bomo lahko se pogovarjali naprej. Ali se boste prijavili na kakšen razpis? Ja, tudi se bomo seveda vedno spremljamo. Sedaj pa bomo tudi v tem načrtu za obnovo strehe bomo počrpali sredstva, ki jih je država namenila za primarno zdravstveno raven. Tako da tukaj je nekaj denarja že priskrbljenega, nekaj bomo morali seveda prispevati tudi sami, ukolikor pa bo še kakršenkoli drug razpis, ki bi ga lahko črpali ali za energetsko sanacijo ali iz kakšnega drugega naslova, bomo pa seveda pogledali vse posod, ki bi lahko čim več iztržili za to našo zdravstveno postajo. Seveda pa je osnova, da je dovolj zdravnikov in zaenkrat nimate težav, kar je zelo pohvalno. Zaenkrat imamo kar poskrbljeno, imamo res nekaj upokojenih, načrtuje se, da dobimo eno mlajšo družinsko zdravnico, ko bo zaključila specializacijo. Tako da zaenkrat imamo dobro poskrbljeno, pa verjamem, da bi lahko imeli še boljše. Dotakniva se še urejanja okolja strani čistilnih naprav, ker je tudi zelo pomembno in pred leti ste povečali zmogljivost centralne čistilne naprave. Ali imate še kakšne načrte na tem področju? Ja, ravno v lanskem letu smo na tej glavni čistilni napravi Vransko naredili sončno elektrarno, zato da smo zdaj zagotovili energetsko nevtralnost te postaje, zato smo tudi pridobili finančna sredstva. Naslednji zalogaj pa je širitev čistilne naprave v Prekopi. Tukaj pa imamo tudi že konec meseca načrtovan ogled strani izvajalcev oziroma načrtovalcev, da si ogledamo prostor, kaj bi bilo najbolj primerno, da se na tem prostoru postori za v bodoče. Tako da
verjamem, da bomo tudi tukaj naredili stvari, da bomo postorili veliko za čistejše okolje, za čistejši iztok in da se bodo lahko še dodatne kapacitete zagotovile. Kakšen odstotek recimo prebivalstva pa je priključen na to centralno čistilno napravo? Ker verjetno pa sofinancirate pa izgradnjo malih čistilnih naprav. Sofinanciramo tako zato, ker na celotnem Vranskem ni zagotovljeno, da bi se lahko vsi priključili na čistilno napravo, tako da na tej čistilni napravi Vransko so kapacitete še, ki še dopuščajo dodatne priključitve, ostali pa, ki so res bolj na odročnih, pa sofinanciramo za male komunalne čistilne naprave. Ko se peljemo skozi Vransko, opazimo veliko zelenih površin in kako recimo pomemben pa je razvoj kmetijstva v občini Vransko, ali ga podpirate in če ja, na kakšen način? Zagotovo je zelo pomemben, seveda. Mislim, da se bomo vsako leto tega bolj zavedali, kako pomembno je kmetijstvo in ohranjanje teh kmetij. V lanskem letu smo pristopili k malo izdatnejšemu sofinanciranju, da se lahko prijavijo na razpis iz naslova kmetijstva za kmete in v lanskem letu smo za to namenili 30 000 evrov. Veliko prijaviteljev je bilo in prav vsi so prejeli sredstva in verjamem, da je to tudi ena taka lepa vzpodbuda, da bodo lažje si napravili kakšne stvari, a ne s katerimi si bodo omogočili svoje lažje delo. Jaz mislim, da je vsak evro pomemben, ki ga lahko prejmejo. Zagotovo bomo lahko tukaj še več postorili, bomo še razmišljali o tem in s takšnim sofinanciranjem bomo zagotovo nadaljevali letos zagotovo, ker imamo že načrtovano in pa tudi v prihodnjih letih pa še morda ta sredstva tudi še povečali, pa tudi nekakšen drug način bomo zagotovo še našli kakšno pot, da jim bomo lahko še pomagali in olajšali njihovo delo. Enkrat ste omenili, da bi bili veseli tudi kakšne turistične kmetije. Ja, zagotovo. To je nekaj takega, kar je res dodaten plus za vsako občino, Če imaš kakšno turistično kmetijo, to pa vemo, da so najbolj zaživijo in najbolj dobro delujejo te turistične kmetije, kjer so ponavadi vključeni vsi družinski člani, da je celotna družina vključena in potem je tam res tudi vzdušje in občutek res domačnosti. Tako da upam in verjamem, da bomo še mogoče v bodočnosti tudi na Vranskem dobili kakšno tako turistično kmetijo. Pravijo, da vsak pravi kraj pa mora imeti svojo trgovino, gostilno in cerkev. In cerkev v središču Vranskega je posvečena enemu od 3 nadangelov, svetemu Mihajlu. Cerkev je nedavno doživela tudi veliko prenovo. Ob prenovi ste imeli tudi slovesnost, pa mašo. Prisotnih je bilo kar nekaj znanih župnikov. Torej, kaj bi povedali o tej cerkvi in o obnovi? Ja, to je bil res kar tudi velik zalogaj za župnijo. Tukaj smo tudi res zelo hvaležni župniji, našemu župniku Jožetu Torineku, ki je upal si ugrizniti v to kislo jabolko in v več letih pristopiti k obnovi najprej notranjosti cerkve, zunanjosti cerkve, tako da bo zdaj spet kar za nekaj let, vsaj za 50 zagotovo, poskrbljeno, da ne bo potrebna kakšna obnova, je bilo že kar zelo dotrajano in na Vranskem so ljudje, ki še čutijo, da je pomembno, kako je kraj urejen, da prispevajo k temu tudi sami, Veliko je bilo tudi prostovoljnih prispevkov, da so ključari znali obrniti vsak evro, da so čim več iz tega naredili in sedaj seveda, ko se v trg pripelješ, je tudi to zelo pomembno za občino, ker ko se pripelješ v trg, imaš eno lepo urejeno, obnovljeno stavbo, ki je zagotovo tudi okras našega kraja. Veliko vlogo pri obnovi pa je imel tudi znani župnik Izidor Pečovnik, Izi, ki je še kako povezan z Vranskim. Ja, Dori je res tak naš dobrotnik, vedno pomaga po svojih močeh, tudi pri vseh naših podružničnih cerkvah. Mislim, da verjetno ni cerkve, kjer on ni prispeval in najdu kakšnih sredstev, Zelo rad, vsaj tukaj na tem recimo se zelo čuti, da je res zaveden Vranšan, ker izhaja iz tukaj in vedno res zelo rad pomaga tudi našemu kraju, ki je kdaj kakršnakoli pomoč potrebna, tudi na kakšnih drugih področjih, ne samo za cerkvene zatrebe. Pravijo, da je boljša preventiva kot kurativa in eden izmed izvedenih projektov, ki se naven morda ne vidi, pa je bil vseeno izveden v vrtcu oziroma v šoli, pa so ukrepi pred škodljivimi učinki sevanja. Kaj je bilo postrojenega? Kakšen je ta projekt? Ja, v šolah merijo te vrednosti radona
In v šoli je bilo v 2 učilnicah zaznati povišane vrednosti in prav tako tudi v eni igralnici v vrtcu. Zato smo pristopili celostno k temu. Ves čas so govorili, da je najbolj pomembno, da se tukaj izvaja prezračevanje, da se prostori zračijo, sedaj pa smo s temi napravami, ki smo jih umestili v ta prostor, res izboljšali, zdaj so že meritve opravljene in je zrak oziroma v prostoru zagotovljen varno okolje za otroke in ravno tako tudi za učitelje, tako da smo veseli, da smo uspeli to urediti, da bo zdaj bolj varno zdravo okolje za vse. Je pa prostor za vrtec res v takšni zanimivi starejši stavbi že premali, kot ste že večkrat poudarili, dolgo časa se že zauzemate za gradnjo novega vrtca, zemljišče je že postavljeno, idejnih zasnov je bilo narejenih preko 40, kaj ne? Kakšen ta vrtec bo? Ja, idejnih zasnov je narejenih veliko. Vsi so pripravljeni glede na naše prostorske akte, glede na ta prostor, na katerem se bo nahajal nov vrtec. Ni nujno, da bomo izvedli ravno katerega izmed teh, bomo iz vseh teh mogoče pobrali najboljše in tudi glede na prostorske omejitve prilagodili glede na ta prostor, ki ga imamo. Res je to ena stvar, ki bo zelo pomembna za naše otroke, da bodo dobili takšne normalne, svetle, dovolj velike prostore, kot si jih zaslužijo, in ravno tako vzgojiteljice, ki so zelo srčne in zelo se razdajajo za te otroke in nikoli jim ni nič težko. Tako da hvala jim na tem mestu, da se še vedno trudijo v tej stavbi. Zaenkrat drugih možnosti ni bilo in je vrtec v teh prostorih, kjer je sedaj se to dopušča, Ko bodo pa novi prostori, bo pa treba zagotoviti pogoje, standarde, vse tako kot veleva zakonodaja, tako da bo takrat boljše. Tukaj ta stara stavba sedaj je v nadstropjih. Otroci in vzgojiteljice morajo premagovati veliko stopnic. Otroci se zagotovo naučijo hoditi po stopnicah. Je počasih malo naporno, saj treba velikokrat gor in dol po stopnicah, ampak dokler bodo to naše srčne vzgojiteljice zmogle, bodo tudi otroke naučile. Se pa obetale v bližnji prihodnosti nov sodoben vrtec, takrat bo pa vse to, kar morajo sedaj postoriti oziroma potrpeti, in poplačano. Res bo to velik finančni zalogaj, tako da upamo in držimo pesti, da se bo zgodil čim prej. Tako, tudi jaz si tega želim. Načrtujejo se že v prihodnosti spet še kakšni razpisi za izgradnjo šol, vrtcev, tako da tukaj bo zagotovo spet nekaj finančne vzpodbude, katero bomo skušali počrpati. Ostalo pa zagotovo iz lastnih sredstev, vendar to je zdaj res prioriteta v tem našem kraju. Vedno več priseljenih mladih družin seveda pomeni vedno več otrok in tudi vsako leto pripravljate obdarovanje novorojencev. To je zagotovo tudi en izmed lepših dogodkov. Ja, s tem sem zdaj začela spet, ker prvo leto oziroma drugo leto za eno leto nazaj. To je res en tak srčen dogodek, z nekaterimi se srečamo prvič, pripeljajo svoje otročke, veliko je domačinov, nekaj pa tudi ljudje od drugod. Starši od njih se srečujejo v vrtcu, če so že otroci tako veliki, tako da se že malo med sabo poznajo, in se mi zdi, da je zelo prav, da jim tudi povemo, kaj načrtujemo, da vejo, kaj lahko pričakujejo v prihodnje, da se srečamo, da pogovorimo, da se družimo. Saj veste, da moj moto je vedno, da se ljudje tudi srečujemo, da si pogledamo v oči, se pogovorimo, si tudi povemo, če si imamo kaj zapovedati. In se mi zdi, da je to en tak prvi pristni stik, ki je zagotovo dobra popotnica za naprej. Takrat je to vaš prvi stik z novorojenčki, ampak znano je, da vas tudi v vaši pisarni, torej v občinski stavbi, radi obiščajo tako vrtčevski kot šolski otroci, predvsem vrtčevski. Kaj pa jih pri delu županje najbolj zanima? Ja, zanimivo jim je vse, ko pridejo k meni v pisarno, se usedejo na moj stol, zanimivo, ko je malo vrtljivo, Ponavadi imam kakšne čokoladice na mizi in potem tiste so seveda tudi posebej zanimive. In jih ni več? In potem jih ni več, tako. Če vem, da pridejo, jim še vedno kaj pripravimo. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da vejo otroci, da je občina, da je nekdo občini župan ali županja. Se mi zdi, da je to en tak prvi stik, s katerim otroci tudi rastejo. Morda se doma v družinah o tem ne pogovarjajo in se mi zdi, da je prav, da vejo, da je nekdo, na koga se lahko obrnejo, in da je na občini nekdo, ki pač mora skrbeti za razvoj kraja in prav tako tudi za vzgojo in izobraževanje.
In tudi, če je to zelo otroški stik, se mi zdi, da je zelo pomemben in marsikdo od otrok si tudi to zapomne in potem se ki na ulicah srečajmo in potem mi pomahajo, me pokličejo gospa županja in potem se malo pogovorimo in to je res tisto pristno, srčno, ki ti tudi zelo veliko pomeni. Spomnim, ko smo enkrat delali intervju, pa smo jih pred vašim obiskom vprašali, kakšno je delo županje, kakšna je županja. So bili odgovor, naša županja je lepa. Potem so pa znali povedati še, koliko dela imate. Ja, tako. Če smo že omenili vrtec, je prav, da se dotakneva tudi osnovne šole. Kako pa je s prostorom v osnovni šoli in ali tudi tukaj načrtujete kakšne posodobitve, kakšne investicije? Tudi tukaj bo potrebno marsikaj postoriti. Zdaj ravno načrtujemo izgradnjo nove jedilnice. Da se poveča jedilnica je takšna že od vsega časa, kolikor šola stoji, tako da tukaj z novo ravnateljico sedaj to načrtujemo, da bi uredili vsa jedilnico in posodobili tiste prostore in kuhinjo, potem pa zagotovo bo treba še kar naprej postoriti. Prostorske stiske zaenkrat nimajo strašne, imajo zaenkrat nekako dovolj prostorov. Zagotovo bojo pa potrebne kakšne posodobitve, pa dolgoročno bo tudi zagotovo treba razmisliti še o čem. Tako da zdaj, ko bomo pristopili k izgradnji jedilnice, bomo videli, če bomo lahko v tem sklopu še kakšne dodatne prostore pridobili, drugače bomo pa tudi pogledali in načrtovali za naprej. Se dogovarjamo, tudi delamo plan dela, skupaj načrtujemo, kaj bo potrebno postoriti v naslednjih letih in z roko v roki pa bomo lahko marsikaj premaknili in uredili. Dolgoletna ravnateljica je odšla v pokoj in ste se ji zahvalili tudi s podelitvijo občinskega priznanja na slavnostni seji ob občinskem prazniku. Nova ravnateljica pa je zagotovo prinesla tudi novo energijo. Zagotovo, vse posod, ko se ljudje zamenjajo, so zamenljivi, eni in drugi, vsak dela morda na nekakšen svoj način. Z gospo bivšo ravnateljico Majdo Pikl smo dobro sodelovali. Včeraj smo se tudi zahvalili in je prejela za svoje delovanje pri vzgoji in izobraževanju vseh teh letih tudi grb občine Vransko. Z novo ravnateljico pa tudi sodelujemo dobro, zagotovo imam neke drugačne pristope, tako da verjamem, da začela je zelo dobro in zelo dobro sodelujemo in verjamem, da bomo še pisali lepe, dobre skupne zgodbe. Na Vranskem pa ste znani tudi po izjemno dobro organiziranih počitniških programih za otroke, ki jih organizirajo razne organizacije, zelo znani tudi oratorji. Kaj pomeni takšna ponudba za kraj? To je res neka dodana vrednost za kraj. Oratorij na Vranskem poteka že kar vrsto let. Vedno poteka v zadnjem tednu v juliju, sredi naših počitnic. Otroci so se tukaj zelo navadili in jih je ponavadi okrog 100, več ali manj. Ogromno animatorjev, ki tukaj spet dajo na razpolago svoj prosti čas. Tam je treba tudi biti skrben, je treba čuvati na te otroke, tako da ni to, kar prideš pa greš, ampak nosiš tudi večji del odgovornosti. Tako da res hvala, ker se trudijo s tem in to je res neka taka dodana vrednost za en teden vsebin, ki imajo res neko težo. Otroci se marsičesa naučijo, sodelujejo spet med sabo preko športnih iger, raznih, tudi igrice se učijo, delajo vmes. Počnejo nekaj drugačnega in so med vrstniki, med starejšimi, mlajšimi in gre zagotovo tukaj tudi za medgeneracijsko povezovanje in en teden brezskrbnih drugačnih počitnic. Kako pa se občina odziva na potrebe ranljivih skupin? So recimo dostopi za invalide dovolj dobro urejeni? Zdaj se trudimo, da bomo to še izboljšali. Nekaj stvari, nekaj ukrepov je že bilo izvedenih. Mi pa sedaj stremimo pri vseh projektih, ki jih načrtujemo, da smo pozorni na to, da vedno vključimo tudi vse gibalno ovirane, da bodo imeli dostopnost. Mislim, da imamo v občini še kar veliko za postoriti. Se pravim, za naprej načrtujemo, da bomo vse delali na takšen način, ker bi se mi zdelo zelo pomembno, da bi tudi občina Vransko nekoč ne samo prijela naziv, ampak tudi v resnici pomagala vsem gibalno oviranim, da bi imeli svojo dostopnost, ki si jo zaslužijo in da bi postali invalidom prijazna občina. Veliko se govori tudi o trajnostni mobilnosti. Na Vranskem vem, da si želite tudi dodatnih kolesarskih poti, kaj ne? Želimo, seveda. Verjamem, da bom tudi tukaj prišlo Vransko enkrat na vrsto. Načrti so že.
od Žalca preko Prebolda, Tabora in preko Vranskega naprej proti Motniku in Kamniku. Načrti so že, kdaj prav pa bo prišlo do te realizacije, pa še ne znam povedati, ker še nismo se tako daleč pogovarjali, trasa pa je že začrtana. Če omeniva obdobje naslednjih 2 let, je še kakšen takšen projekt, ki ga moramo omeniti, ki si ga želite, ki ga načrtujete? Zagotovo se bo v naslednjih letih izvajalo te dva projekta iz dogovora za razvoj regij, zelena pot za generacij in pa hidravlične izboljšave tega vodovodnega sistema. To se bo izvajalo v prihodnjih letih in pa zagotovo vse aktivnosti, načrti, priprave za ureditev pri zdravstvenem domu, za izgradnjo novega vrtca, za jedilnico pri šoli, pa še seveda vse infrastrukturne zadeve, prometne in kakšne druge zadeve. Mi bomo vpeti v pripravo dokumentacije za različne projekte, tako da bomo imeli čim več stvari pripravljenih, da takrat, ko bo država prijazna do nas, da bo kakšen takšen razpis, da bomo se lahko prijavili in da bomo lahko počrpali čim več sredstev, da bomo lahko omogočili našim občanom boljše življenje. Na območju občine Vransko pa delujejo kar 4 gasilska društva, kar 3 izmed njih letos obeležujejo visoke jubileje, ob tem ste jim namenili tudi finančna sredstva in na slavnostni prireditvi o prazniku občine ste vsakemu podelili tudi kot neke bone za nov defibrilator. Kako pomembno je to dobro sodelovanje med občino in gasilskimi društvi? To sodelovanje je zelo pomembno, izjemno pomembno. In res lahko rečem, da imamo na Vranskem 4 gasilska društva in da v enem letu praznujejo 3 gasilska društva, je tudi redkost. Vidi se, da je na Vranskem gasilstvo res razvito oziroma tudi traja že vrsto let, saj prostovoljno gasilsko društvo Vransko praznuje 140-letnico, v Prekopi 120-letnico in pa Tešova 40 let. Imamo pa še prostovoljno gasilsko društvo Ločica, ki so pa tudi pred 3 leti praznovali 90 let. Tako da bira teh let je res že dolga. To gasilstvo se tudi prenaša iz roda v rod, bomo rekli, predvsem zagotovo v tistih družinah, kjer so tudi starši gasilci, zagotovo imajo tudi otroci večji posluh za gasilstvo kot drugi. Vidim pa, da se tudi zelo znajdejo in znajo tudi na različne načine vključiti in privabiti mlade. Saj seveda vemo, na vseh področjih je tako, če mladi niso vključeni, kdo bo potem, ko bojo ti starejši enkrat zaključili s svojim delom, kdo bo potem prevzel to njihovo delo. Tako da sem jim zelo hvaležna tudi, da se trudijo na delu z mladimi, zato da bodo imeli vrstnike, ki bodo tudi sami pripravljeni biti opora sočloveku takrat, ko so pomoči potrebni. Tako da res iskrene čestitke vsem našim gasilcem za vse, kar storijo, za njihovo požrtvovalnost, za to, da ko jim pozvoni alarma, tudi ob 2-3 po noči, kadarkoli, v lepem vremenu, ne vem, kjerkoli so, spustijo vse iz rok in grejo na pomoč sočloveku. To je res nekaj, kar se morda ljudje premalo zavedamo. In jaz njim zato zelo hvaležna in ravno iz tega naslova smo se tudi ob teh njihovih obletnicah odločili, da jim namenimo tisto finančno spodbudo, kar smo že jim dali pri podpisu pogodbe, sedaj pa smo se za vsako gasilsko društvo še odločili, da vsakemu damo en mobilni AED aparat, zato ker ko gredo na pot, nikoli ne vejo, kaj se lahko pri kakšnem požaru ali kakšni drugi intervenciji, se lahko morda komu še kaj zgodi, in bodo imeli AED v avtu in bodo lahko tudi na ta način pomagali. Ne samo kot prvi posredovalci, ampak tudi kot gasilci, ki so vajeni in znajo vse te stvari prijeti v roke in obvladati. Tudi skrb za živali je pomemben del skupnosti in občina Vransko podpira delovanje zavoda Muri. Za kakšen zavod gre in na kakšen način poteka sodelovanje? Bom rekla, teh zavetišč za male živali oziroma za nelastniške živali, je v državi zelo malo. Država pa nam nalaga, da občine moramo imeti sklenjene pogodbe oziroma koncesijske pogodbe za te zapuščene živali. Tako da na Vranskem pa imamo zavod in smo se tudi z njimi povezali in zato imamo zdaj preko njih rešeno to zagato, da stvari lepše potekajo in vem, da je to tudi eno tako veliko plemenito delo, kakorkoli ljudje imajo o tem mogoče tudi marsikdaj mešane občutke o enih živalih in drugih živalih, ampak
To je pač v našem kraju, te živali so med nami, veliko je teh zapuščenih mačk predvsem in tudi psov in prav je, da je tudi za njih poskrbljeno. Zato že tudi v vseh teh letih občina sofinancira kastracije in sterilizacije teh psov in tudi lastniških mačk in psov, zato ker vemo, če se preveč razmnožijo, lahko pride do raznih bolezni, ki se pa lahko potem prenašajo tudi na ljudi in lahko bi prišlo tudi do katastrofe, če si to ne bi zajezilo. Pri ljudeh pri naših občanih se je to sedaj kar dobro prijelo, tako da vsako leto namenimo pač kar nekaj sredstev v ta namen in mislim, da je to tudi en tak dodaten dober pristop do ljudi in tudi za boljše življenje prosto živečih mačk in psov. Šport ima na Vranskem tudi posebno mesto, tukaj ne moreva mimo košarkarskega kluba Vrani Vransko, ki so zelo prepoznavni kar širom Slovenije, bi lahko rekli. Kako pomemben pa je šport za kraj? Vransko je zelo športen kraj. Poleg Vranov Vransko imamo tudi nogometni klub Vransko, ki delujejo pod nazivom Združena Savinjska, tako da nogomet in košarka sta na Vranskem zelo razvita. Mladi se zelo vključujejo v te športe, kar je zagotovo neka zdrava droga in naj bo tako tudi še naprej, da otroci si krajšajo čas z žogo, se družijo med tem tudi z vrstniki, skrbijo tudi za svoje zdravje, se povezujejo in se mi zdi, da je to res izjemno pomembno tudi v našem lokalnem okolju. Ponosni ste na novo športno igrišče. Kaj vse je bilo postorjenega in zakaj ste se odločili za to res veliko investicijo? Prejšnje igrišče je bilo precej dotrajano in za različne določene športne aktivnosti že kar neprimerno, ker je bil strani države razpisane za športno infrastrukturo, smo tudi mi na hitro zavihali rokave, pripravili projekt in rekli, dajmo pa mi narediti naše igrišče. Je bilo že dolgo časa rečeno, dajte novo igrišče, tako da smo pridobili nove površine, da imamo ločeno košarkarsko igrišče z umetno maso, potem nogometno igrišče, potem steza za tek in pa steza za troskok oziroma skok v daljino, tako da imamo zagotovljene tiste osnovne pogoje, ki jih potrebuje predvsem, bomo rekli, šola, zato kar otroci potrebujejo za vse svoje aktivnosti, ker smo tudi se seveda z njimi pogovarjali, kaj oni najbolj potrebujejo in smo izkoristili vse možne centimetre za to, da smo pridobili te površine. Mislim, da so lepo zaživele in prav je, da se koristijo tako dopoldan za šolo, vrtec, popoldan pa tudi za vse ostale občane, ki si lahko tam krajšajo čas. Morda izkoristiva vdajo tudi za besedo ali dve temi vandalizma. Seveda so igrišča namenjena športu in si vsekakor ne želimo, da jih uničijo tisti, ki jim je dolgčas. Marsikdaj ljudje ne pomislijo, tisti, ki izvajajo ta vandalizem, da vse stvari, ki jih uničijo, to je naš skupni denar. In namesto, da moramo mi, recimo, uničijo kakšno klopco, mi bi lahko na ta račun kupili novo, pa moramo popravljati to. Tako da ne vem, kaj imajo s tem, da pač uničujejo lastnino tujo. Vse tudi doma ne moreš tega početi, tako da prav tukaj na tem igrišču, še v času gradnje je že bilo kar nekaj vandalizma, zato smo tudi morali igrišče zamrežiti, smo morali okrog postaviti ograjo, žal. Prej smo mislili, da bo pač kar tako odprto igrišče, dostopno za vse, ampak so se res že tekom izgradnje dogajale določene nepravilnosti oziroma lumparije in smo bili pač primorani tako postoriti, zato ker se nam zdi pomembno, zato ker smo res vložili veliko sredstev za to novo igrišče, naj bo res namenjeno temu, za kar je bilo zgrajeno in si res želimo, da ne bi ga uničevali, ampak da se to zdaj ohrani kar za nekaj časa za te, ki to koristijo in pa tudi za naše zanamce. Pred približno letom dni, v začetku junija, je vrata odprl Center jamskih doživetij Vransko. Tudi jamarsko društvo je eno izmed bolj aktivnih v občini. Kaj pomeni ta nova pridobitev za kraj? Tukaj se nadejamo turističnega poskoka, bom rekla, vranskega. Kar nekaj turizma imamo, ni pa še zagotovo ne zaživel tako, kot bi lahko, tako da tukaj moramo še kar marsikaj postoriti in zato se tukaj z Zavodom za kulturo, turizem in šport dogovarjamo, da bomo ta naš turizem tudi spravili na višji nivo. Zagotovo gre tukaj za jamarski turizem, to so neke nove vsebine, niso kar tako vsakdanje,
Tukaj smo pridobili to skeletno hišico, v kateri je noter prostor, kjer so razstavljene kamnine. Tukaj bo prostor oziroma je prostor za kakšne manjše dogodke, za razne izobraževalne možnosti. Tako da se približa ljudem tudi ta podzemni svet, ker imamo na Vranskem kar veliko podzemnih jam, ki so zelo zanimive in zato je prav, da se tudi povežemo s tem centrom jamskih doživetij. Oni znajo ravnati z podzemljem, znajo ljudi povesti tja varno, a ne, da si lahko gledajo podzemni svet na varen način, znajo to približati tudi mlajšim in vsem ostalim, ki so radovedni tega podzemlja. Imajo veliko znanja, zelo veliko doprinesejo k čistejšim jamam, res so zelo aktivni in tudi zato smo se odločili, da skupaj pristopimo k temu projektu, da bo ta prostor še bolj zaživel. Istočasno pa smo v tem istem projektu tudi postavili ta drevored in je to ena taka varna, sprehajalna in pešpot od kampa pa do tega centra jamskih doživetij, kjer je tudi ta prostor zelo zaživel in mislim, da so ljudje zadovoljni, ko se tam sprehodijo, imajo tudi klopce, da se lahko usedejo. To je res še en tak delček občine, ki je res ena taka neokrnjena narava. Razgledi so čudoviti proti kampu, proti Taborski cerkvici, tako da je res prostor lep in si želimo, da bi zaživel za ta namen, kot je bilo, in pa tudi, da ljudje najdejo še kakšne dodatne trenutke za svojo dušo. Kot ste omenili, na Vranskem deluje tudi kemp, imate tudi muzej motociklov. Potem bi lahko rekli, da je Vransko turistična občina. Je turistična občina, zdaj je pa na nas, da to znamo povezati in da znamo vse te turistične produkte, ki jih imamo, spraviti v ene take paketke, ki bodo ljudem zanimivi, da jih bomo znali privabiti na Vransko, da bodo prišli in da si bodo čim več teh naših znamenitosti, teh naših muzejev pogledali. Vemo, da imamo na Vranskem tudi poleg muzeja motociklov, imamo Šventnerjevo hišo, imamo gasilsko zbirko, marsikaj imamo takšnih muzejskih stvari, ki so za pokazati. Cel trg je lep, poseben, zanimiv za sprehod. Plezalne stene imamo lepo naravo, imamo možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, tako da tukaj imamo še nekaj za postoriti, pa verjamem, da bo Vransko postalo še bolj vabljivo za vse druge in pa tudi za naš domačine, ki tudi morda marsikakšnega delčka naše občine še ne poznamo dovolj dobro. In v skrbi za čisto okolje vsako leto pričetek pomladi obeležite s čistilno akcijo. Tudi letos je bilo tako, ko je čistilo Vransko občino kar okoli 130 udeležencev. Na koncu pa ste se skupaj zbrali v gasilskem domu. Letos se je res zbralo veliko število občanov. Marsikdo pravi, ja, kako pač moram jaz čistiti za drugim. Ja, seveda, tako je pri vseh teh stvareh. Vse, kar naredimo prostovoljno, kar naredimo za naše okolje, vedno vemo, da če čistimo, za nekom čistimo. Jaz mislim, da vsaj kakšen 1, 2 ali 3 od tistih, ki so onesnaževali naše okolje, ki jim ni mara, ki pač odvržejo pločevinko, plastenko skozi okno, morda se bo pa kdo od njih spremenil. Morda danes, morda čez čas, nekateri se pa ne bodo nikoli. Zato je zelo pomembno, da imamo tukaj vedno zraven vključen tudi vrtec, osnovno šolo, da se začne ta vzgoja že pri najmlajših. Seveda je pa najpomembnejše, kaj otroci vidijo, kako se obnašajo njihovi starši, ali so njihovi starši pozorni na to, ali jih učijo, ko gredo na kakšen pohod in nesejo sabo kakšno pijačo, kakšen sendvič, da to nazaj zapakirajo in dajo v nahrbtnik in odnesejo nazaj domov v dolino, ali to pustijo tam, kjer so se najedli. Tako da, če se bomo mi lepo obnašali, tudi jaz, ko grem čez trg, mi ni problem, da se prepognem, poberem kakšno smet in jo odvržem v koš za smeti in verjamem, da če bomo se mi lepo obnašali, da zgledi vlečejo in bomo lahko tudi na ta način naredili veliko za naše čisto okolje. In res hvala vsem, ki se udeležujete čistilne akcije, to je že tradicionalno enkrat letno, tako da vsaj takrat stopimo skupaj in spet naredimo nekaj dobrega za naše okolje in za naš planet Zemljo. V občini Vransko pa deluje tudi Center varne vožnje. Kako sodeluje občina s Centrom varne vožnje? Center varne vožnje je na Vranskem zelo dobro zaživel. Sodelujemo na takšen način, kadar kakšne aktivnosti pripravljamo, da sodelujejo, da predstavijo svoje delovanje. Tudi naše voznike prostoferje smo že preko občine napotili na varno vožnjo. Se mi zdi, da je to ena taka vzpodbuda za te, ki prostovoljno delajo nekaj za naše občane in so
vozniki tega avtomobila, da smo jim omogočili, da so šli na varno vožnjo, da so lahko upravili ta tečaj, da so sedaj seveda še bolj suvereni in še bolj varni na cesti in tudi vse tisti, ki jih prevažajo. Tako da spodbujamo, opominjamo ljudi na to, da je to pomembno, da je prav, da se tudi izkoristijo te možnosti, kadar imajo pri njih dneve odprtih vrat, da se gre, da se pogleda, da tudi mi razumemo, kaj pomeni AMZS, Center varne vožnje. Tako da imajo zelo velik pomen in res povabim tudi vse, da gredo na varno vožnjo, ker tukaj res, čeprav misliš, da si že dober šofer, da vse poznaš, ampak vedno izveš še nekaj novega, zato da si lahko v prometu še boljši in bolj varen zase in tudi za vse druge. Ko govorimo o Vranskem, pa ne moremo mimo enega največjih pustnih karnevalov v Sloveniji, Vranski pustni karneval, ki ga otvorijo tudi generali Vranari. Kako pomembna je ta tradicija za kraj? Tradicija v kraju je zagotovo vedno pomembna. Tradicijo je potrebno negovati in jo pač delati tudi za naprej. Karneval je kar tak velik zalogaj, bom rekla, in če ne bi imeli gonilne sile, ki je za tem karnevalom, da bi nekdo to spodbujal in res cel tudi sam živel za ta dogodek, bi bilo težko, ker tukaj je treba veliko pripraviti vsega, treba je tudi povabiti ljudi na karneval in se mi zdi, da je to zdaj preraslo eno tako lepo prireditev, da je lepo pogledati karneval. Tudi te maske so takšne, da so prijetne. Včasih je bilo to vse bolj na politično, ne vem, kakšni grdi liki so bili, ki ni bilo tako prijetno. Sedaj se mi pa zdi, da je tukaj kultura tudi na nekem višjem nivoju in da je prijetno si ogledati takšen karneval, priti v kraj. Zdaj treba samo še naštudirati, kako ljudi po tem karnevalu na Vranskem še zadržati in zato smo tudi letos po karnevalu imeli tudi zabavo z ansamblom .si pod šotorom in so se ljudje nekaj dlje časa zadržali tudi na Vranskem. Malo nam je letos sicer ponagajalo tudi slabo vreme, ker je bilo malo deževno, pa vendar je bil odziv že kar drugačen kot prejšnja leta, ker se je še nekaj več pripravilo za ljudi. Tukaj smo videli nekaj posnetkov, res zanimive in izvirne maske. Zelo. Tudi športna dvorana Vransko zelo lepo živi. Vsako leto se tam odvijajo številni koncerti, poleg vseh drugih dogodkov, recimo Rotary klub Žalec vedno pripravi dogodek, pa v materinskem dnevu nastopijo otroci vrtca. Kaj vam pomenijo te dogodke, oziroma kako sodelujete tudi z Rotaryci, pa ta dogodek v materinskem dnevu prinese tudi nekaj denarja v sklad osnovne šole? Ja, zelo pomembno je, ker šola se trudi. V šolo hodijo otroci tudi iz socialno šibkejših družin in je to zelo pomembno, da imamo, da so ustanovili ta sklad Žare Kupanja, da se v ta sklad nabere nekaj sredstev za to, da se tudi tistim otrokom, ki si ne morejo vsega, s katerih starši si ne morejo privoščiti raznih dodatnih vsebin, da jih pa potem lahko iz tega sklada se jih napoti tudi na različna letovanja in to, kar lahko si privoščijo drugi otroci. Z Rotary klubom občina Vransko in šola sodelujejo že vrsto let. Tudi letos imamo že termin novembra, kdaj bo zopet se izvedel ta koncert z Rotaryci in se zelo veselim tega dogodka. Občina tudi tukaj pomaga po svojih močeh. Se mi zdi, da je to res en tak lep dogodek za kraj in s tem zagotovo naredimo nekaj plemenitega za naše otroke, da smo tam, da smo prisotni in da tudi prispevamo po svojih močeh v ta sklad, ki ga potem v šoli skrbno porabijo za vse tiste, ki so pač pomoči potrebni. Športna dvorana je prostor, ki upravlja Zavod za kulturo, turizem in šport. Ogromno aktivnosti je, vsako popoldne vedno se dogaja, tudi različni drugi, kot ste že rekli, koncerti in kakšne druge zadeve. Kar pa imamo proslave ob materinskem dnevu in kulturnem prazniku, pa se zadnja leta povežujemo tudi z osnovno šolo, tako da osnovnošolci pripravijo svoj program, čudovit program, ki ga potem pokažejo vsem nam, ki pridemo in res obogatijo ta prostor in tudi takrat, ko imajo te prireditve, postavijo zunaj skrinjico, za Žare Kupanja, tako da tisti, ki pridejo na te dogodke, lahko tudi s svojimi prostovoljnimi prispevki vedno pomagajo otrokom, ki pač to pomoč potrebujejo. Je pa zelo pomembno povezovanje, šola, občina, kraj in seveda smo tudi hvaležni Rotarycim, da nas še vedno želijo imeti za svojega partnerja, da lahko pišemo tako velike zgodbe.
Prav je, da namenite pozornost tudi starejšim občanom in eno izmed bolj zanimivih srečanj v kraju je tudi srečanje starejših občanov. Najprej je maša, potem pa druženje v športni dvorani. Za kako mlade oziroma stare občane pa gre? Torej, kdo vse se lahko pridruži temu dogodku? Tukaj so povabljeni vsi občani, ki so dopolnili 70 let. Tako da se teh nabere kar veliko. Vemo, da smo kar starajoča populacija, da je vedno več starejših ljudi in je to tudi en tak že tradicionalni dogodek. Najprej res maša v Svarni cerkvi, kjer lahko tudi vsi ti prejmejo maziljenje za malo duševne ukrepitve svojega zdravja in telesa, potem pa druženje s krajšim programom v športni dvorani. To se je tudi zelo lepo prijelo. Ljudje pridejo, se tam zadržijo, poklepetajo ob glasbi, malo si vzamejo čas drug za drugega, nekaj dobrega pojejo in je res to en tak dodaten čas, ki si ga vzamejo drug za drugega, no, in zato tudi občina temu prispeva, seveda tudi v sodelovanju z Karitas in Rdečim križem Vranskega. Pomemben ukrep za starejše tudi podpis pogodbe za storitev pomoči na domu. Ja, pomoč na domu je že na Vranskem prisotna vrsto let, sedaj pa smo podpisali še aneks k tej pogodbi glede dolgotrajne oskrbe. Podpisali smo to z Zavodom Svetega Rafaela in z njimi zelo dobro sodelujemo. Že vrsto let imajo kader, ki se zelo dobro znajde na terenu, doma pri ljudeh in se tudi niso ustrašili te dolgotrajne oskrbe, zato da smo pristopili k temu podpisu in verjamem, da se bodo stvari lahko izvajale na takšen način, kot se bodo zastavile, da bo čim boljše za naše občane. Gospa županja, veliko stvari smo omenili, žal je za vse zmanjkalo časa, tudi tržnica, ki se je lepo prijela, je na Vranskem vsakih 14 dni, potem pripravljate tudi županjin sprejem s podelitvijo priznanj in še marsikaj, ampak naj bo to dovolj za danes. Ne moreva pa mimo vprašanj v zvezi s kandidaturo na jesenskih volitvah. Seveda nas zanima, ali boste podali kandidaturo jeseni na volitvah za župane. V teh 4 letih, kar sem na Vranskem, se mi zdi, da sem se kar dobro upeljala v to delo. Še bolj sem začutila ta naš kraj, katerega imam res zelo rada in tudi vse naše Vranšane, ker mislim, da se tudi čuti in vidi. Zdi se mi, da smo se kar zelo razvojno naravnali. Pripravili smo ogromno enih projektov, nekatere smo celo tudi že izvedli v teh letih, kar sem jaz županja. Veliko dela nas čaka še naprej, tako da se mi zdi, da bi bilo prav, da se podam še naprej na to pot, da izvedemo še to, kar smo si začrtali in da izvedemo in pripeljemo te projekte do konca, tako kot je treba. Veliko imamo še načrtov, idej, tako da mislim, da bo dela še dovolj. Gospa županja, hvala za pogovor. Seveda vam želimo uspešno delo tudi v prihodnje in vse dobro občini Vransko. Hvala lepa in dobrodošli vedno na Vranskem. Hvala, da nas tudi vedno tako spremljate in podpirate in seveda vse za dobro Vranskega. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, tudi vam hvala za vašo pozornost in nasvidenje.